N1 podcast s Suzano Lovec. Dragi poslušalci in poslušalke, gledalci in gledalke, dragi gosti, Urška Mlinarič in Barbara Smajila, tokratni N1 podcast začenjamo z minuto molka za žrtve genocida v Gazi. To je bila minuta tišine za vse mrtve nedolžne, za žrtve genocida, za mrtve otroke. Molk, tišina, to je za tiste, ki so mrtvi, za vse tiste, ki so živi in ki zdaj trpijo, pa moramo biti glasni. In smo in bomo, ne le danes, a tudi danes. Tudi v tem podcastu bomo še govorili o njih. Moji gosti sta danes Barbara Smajila in Urška Mlinarič, sta moji sodelavki, novinarki v rubriki Poglobljeno na N1, v kateri vsak konec tedna objavljamo poglobljeno obdelane teme, longride. To je naša tako imenovana vikend priloga, poglobljeno branje. Sta novinarki, ki jo zelo cenim, to je jasno, zato sta tudi v bistvu v rubriki Poglobljeno. Verjamem, da jo dobro poznate, dragi gledalci, dragi gledalke, po njunem pisanju, ampak danes sta tukaj, da jo spoznate še z druge strani in da jo slišite, njune razmisleke, njuna opozorila. Hvala Urška in hvala Barbara, da ste tukaj. Hvala tebi. Obe že dolga leta delate kot novinarki, Urška midve še nekoliko dlje kot Barbara. Vem, da obe radi delate to, da radi pišete poglobljene stvari, da dajete informacijam kontekst. O mnogih temah ste že pisali, res zelo širok spekter tem je to, o katerih pišete v svoji karieri. A človekove pravice so recimo ena stvar, ki vama je skupna, ki ste jo v preteklosti zelo pogosto obravnavali in jo še boste. Zakaj je poročanje o tem, opozarjanje na kršitve, ne enako, ampak vedno bolj pomembno, Urška? Vedno in povsod je treba biti glasen, ko gre za kršitve kogarkoli. Kogarkoli dejansko na svetu. Mogoče se kdo kdaj sprašuje, zakaj opozarjamo na kršitve pravic ljudi, ki so daleč mogoče od naših oči, ki ne bivajo v našem sosedstvu. Ampak treba se je zavedati, da to je bilo že velikokrat rečeno, da najprej se kršijo pravice najšibkejših, ampak enkrat bomo na vrsti tudi mi, če bomo tiho in bomo gledali stran. Barbara? Ja, jaz se zelo strinjam s tem, kar je Urška povedala. Ravno zato mislim, da je ključna funkcija novinarjev in medijev, da poročamo o tem, ker če bomo mi to prepustili nadaljnjemu dogajanju, oziroma če bomo dovolili, da se človekove pravice kršijo, potem se bo to pač nadaljevalo v tej tišini, v stran od oči javnosti. Če mi tega ne bomo izpostavljali, pač je verjetnost, da se bo to prekinilo, še manjša kot sicer. In vedno bolj tudi v neki samoumevnosti, ne? Ker ljudje se navadijo, da se nekaj dogaja, in če ni konstantnega poročanja o tem, konstantnega opozarjanja, se zdi, kot da se je svet navadil, da nekaj obstaja, čeprav absolutno ni prav, da to obstaja. Absolutno. Celo še takrat, ko se opozarja veliko, je vprašanje, če se bo kaj zgodilo. Ampak to absolutno
Hkrati ne sme biti razlog, da prenehamo opozarjati, tudi če se zdi brezupno, je treba vedno znova povzdigniti glas za tiste, ki ga ne morejo. Barbara, nedavno je bila v Sloveniji Francesca Albanese. Imela je res ogromno intervjujev, mislim, da sem jaz prebrala in poslušala vsakega od njih. Ti si se z njo pogovarjala za našo rubriko Poglobljeno in rekla si mi takrat, da si imela tremo. Jaz vem, da ko greš na intervjuje recimo z ministrom, nimaš nobene treme, nasprotno, imaš pa jo zaradi intervjuja s Francesco Albanese. Povej, zakaj? Jaz bi rekla, da imam vedno tremo. Mislim, da je trema, kad smo se tudi midve že kdaj pogovarjali, pokazatelj tega, da ti ni vseeno, da resno jemlješ svoje delo in da želiš ga opraviti najboljše, kar ga lahko. Tako da mislim, da je to neizogibno. Kar se pa tiče Francesca Albanese, je pa res, da sem imela zelo veliko tremo oziroma eno tako veliko spoštovanje čutim do nje, ker je ona zame trenutno ena od večjih moralnih avtoritet na svetu, ker mislim, da to, kar počne, kot prvo treba je povedati, torej ona je posebna poročevalka Združenih narodov za stanje človekovih pravic na okupiranih palestinskih ozemljih, kar je zelo težko in zelo nehvaležno delo, ki ga ona opravlja pro bono. Ona je izdala pred kratkim, v bistvu samo par dni pred tem, ko je bila na obisku v Sloveniji, poročilo od ekonomije okupacije do ekonomije genocida. V tem poročilu pravzaprav opiše oziroma razkrije mrežo korporacij, javnih podjetij, tudi držav in njihovih skladov, recimo, ki so vsa vpletena v ekonomijo, torej v sodelovanje ali aktivno podpiranje, nekateri tudi neposredno profitirajo, nekateri samo pač omogočajo ta genocid. Skratka, ona je v resnici pokazala samo srž, samo bistvo, zakaj se ta genocid sploh lahko dogaja in zakaj se še kar in naprej nadaljuje. Zaradi tega očitno je bilo, da je stopila na žulj marsikomu, tudi ameriški administraciji, ki je uvedla sankcije, točno takrat, ko je bila ona v Sloveniji, mislim, da samo en dan preden sva imeli midve intervju, sankcije zoper njo. Zakaj torej ta trema? Zaradi vsega, kar sem povedala, ne? Zato, ker je pač en neverjeten človek, ki praktično res dobesedno nosi svojo glavo na pladnju. Francesca Albanese je rekla ob teh sankcijah, znam stati sama, ampak vidim, da mi ni treba stati sama, da so ljudje, ki me podpirajo. Rekla je pa tudi, da je bila zanjo rdeča tabletka iz matrice Palestina. Da v bistvu večkrat povem, da je bila zame Palestina rdeča tabletka iz matrice. Zbudiš se in rečeš, o moj bog, kako grozno je vse. Res je grozno, a hkrati spoznaš, kdo so drugi, ki bodo s tabo stali, ko potrebuješ podporo. To je test za človeštvo. Urška, si se ti kdaj ob svojem novinarskem delu podobno mogoče zavedla, da je nekaj bilo zate rdeča tableta, ker si se zavedla, kako je grozno za nekatere ljudi, in da je to test za človeštvo? Si imela ti recimo kdaj podobne občutke ob tem, kar delaš ti? Ker videla si mnoge strašne stvari tudi ti v bistvu pri svojem novinarskem delu, Ana. Jaz bi rekla, da mene vedno znova pretresejo srečevanja z ženskami, ki preživijo vojne grozote. Pa naj gre to za, oziroma grozote, nasilje, ko pride do konflikta, pa naj gre tu za Bosno, Ukrajino ali Jazidinje v Iraku, ki so bile množično posiljevanje. Ko poslušaš njihove zgodbe, kaj vse so v bistvu pretrpele, zato ker je nekdo drug želel osvojiti tisto območje, težko ostaneš povsem racionalen. Se te enostavno dotakne kot človeka.
oziroma bom rekla, težko ostaneš čisto profesionalen. Tudi mi smo ljudje in včasih se priznam, da sem se ob takih zgodbah tudi zlomila, ko sem jih poslušala. In se to v bistvu ne odvzem, ta človečnost, vse jaz tako gledam, novinarju ne odvzame v bistvu profesionalnosti, ampak to, da ostanemo ljudje, da čutimo ob tem, je najbolj normalna stvar na svetu in tudi tista stvar, ki nam pomaga, da v bistvu to stvar delamo naprej. Ne? Tako, jaz mislim, da novinar predvsem ob tem, da je profesionalec, mora biti človek. Mora biti dovzeten za stiske, probleme drugih ljudi, ker drugače ne more razumeti, tudi zakaj je do tega prišlo. Ne? In kaj vse se, mislim, itak ne moremo mi razumeti, kaj nekdo v vojni preživlja, ampak tudi zdaj, ko gledamo te grozote v Gazi. Jaz kot mati menim, da ni hujega, kot če otroku nimaš kaj dati za hrano, za jest in vidiš, da v bistvu z dneva v dan ga je manj. Barbara, vem, da bojo mnogi otresali jezike, ker imaš danes to ruto. Ja. Pojasni gledalcem in gledalkam v podporo, čemu imaš to ruto. No, najprej bi rada povedala, da me je danes že nekdo vprašal oziroma pripomnil, da bo pa kdo mislil, da sem podpornica Hamasa. Treba je kot prvo jasno povedati, da ta ruta nima popolnoma nič s Hamasom. To je tradicionalna palestinska ruta, ki nosi zelo veliko simbolike v sebi. Nosim jo pa zato, ker je to moj mali hkrati protest ob tem, kar se dogaja, in hkrati pač simbol solidarnosti s Palestinci. Ki v tem trenutku neizmerno trpijo in ki so deležni genocida, nekaj, česar smo mislili, da nikoli več ne bo treba biti nikomur deležne. Ki so deležni ne samo genocida, ampak tudi dejstva, da cel svet to dopušča in gleda. Ja. Francesca Albanese je v tem intervjuju rekla tudi nekaj drugega. Rekla je, biti moramo partizani tega časa. O tem veliko razmišljam zadnje tedne. Rekla je, partizani v oblekah. Ne? Slovenija in Italija si delita še eno realnost. 30 let pozneje imamo brezdomce. Ljudje veliko težje zvozijo skozi mesec, ljudje so revnejši, imajo slabši dostop do zdravstvenega varstva in izobraževalnega sistema, a mislijo, da so težava migranti in begunci. Ali sploh razumemo, kaj se dogaja? Pravi problem so utajljevalci davkov, tisti, ki nadzorujejo velik kapital in mastno bogatijo, medtem ko se mi kregamo med sabo. Moramo se združiti in ponovno vzpostaviti sistem, kjer država nadzoruje finančna sredstva in kapital. Ja, lahko, da bomo morali kaj žrtvovati. A tudi partizani so sprejemali žrtve, da so nas osvobodili, in zdaj moramo biti mi partizani tega časa v oblekah in si priboriti svobodo nazaj. V bistvu, res je fascinantna ženska. V bistvu, ljudje, ki so poslušali te intervjuje, mislim, da nihče ni ostal hladen. Verjetno zaradi tega, ker zgolj govori tisto, kar je vsem na očeh, in ne odstopa od tega, da stvarem jasno pove z jasnimi besedami, takšne kot so. Sprašujem se o tem, če bi bili vsi ljudje, ki so na funkcijah, takšnih ali drugačnih, tako proaktivni, tako aktivni, tako neposredni, zagnani, tako nepopustljivi ali pa pokončni, kako možne bi bile spremembe v tem svetu, v katerem je toliko narobe. Zdi se, da v bistvu govorim neke blazno naivne stvari, ampak to so stvari, ki bi morale biti samo po sebi umevne. Na isti način, kot se zdi radikalno to že včasih, da opozarjaš vedno znova na človekove pravice, kar je bizarno. Si lahko predstavljamo ta svet, a v resnici bi mogel biti edini možen ta svet, v katerem so možne spremembe. Zakaj sveta držav institucij ne vodijo torej takšni ljudje? Mislim, jaz bi najprej rekla, da je zelo, zelo žalostno, da se nam tako vprašanje vsem zdi naivno ali pa otročje, ker to vprašanje bi moralo biti najbolj relevantno, zakaj na položaje moči ne pridejo ljudje, ki so načelni,
ki brezkompromisno želijo slediti mednarodnemu pravu, nekim načelom človekovih pravic, skupnosti, solidarnosti. Ne. Kaj je bilo že vprašanje, oprosti? Vprašanje je bilo v bistvu, kako je možno, da mnogi ljudje opozarjajo na iste stvari, ne samo novinarji, javnost. Javnost recimo zdaj terja spremembe ne samo v naši državi, ukrepe v drugih državah po svetu. In kako je možno, da pa ne govorim samo za Gazo in genocid, govorim tudi za druge stvari, ki so ključne za vse človeštvo, ne vem, za podnebne spremembe, podnebno krizo, za kršenje človekovih pravic druge, za veliki kapital, za to, na kak način imamo, v bistvu, kakšna je ureditev na svetu glede teh velikih korporacij, tehnoloških velikanov, algoritmi in tako naprej. To so vse stvari, ki niso nepovezane. Ne? Seveda. Kako je možno, da mi ne postavljamo, da svet, ljudje ne postavljamo tam, kjer lahko, na pozicije moči ljudi, ki so kot Francesca Albanese. Ne vem, zakaj se to ne zgodi. Mi je pa jasno, zakaj ne pridejo ali pa ne ostanejo na teh položajih, zato ker se to absolutno ne splača. To ni dobro za biznis. Ne? Vse, kar si pravzaprav naštela, je velik biznis. Ne? Če začnemo z genocidom, do algoritmov, do velikega kapitala, do velikih korporacij. Mislim, sej tudi lahko vidimo na konkretnih primerih, kako politika klecne pred kapitalom, ne? Kako javni interes klecne pred zasebnim interesom. Tako da to v resnici ni presenetljivo, ampak lahko se tukaj vrneva nazaj k njenim besedam, ki si jih citirala. Ne? Ja, biti moramo partizani tega časa, ne? Se temu upret. Jaz mislim, da ni prav, da vnaprej obupamo, oziroma da smo na nek način že vnaprej obupali, da rečemo, tako kot recimo govorimo zdaj v primeru Gaze, kako se počutimo vsi nemočni. Pač ne smemo se počutiti nemočni. To je nek first world problem, ne? Ki ga absolutno ne sme biti. Pač, moramo vsak narediti, kar lahko naredimo, in zato, da se ta strahota v Gazi preneha, in zato, da pač pridejo na položaje ljudje, ki si te položaje, ki so zanje bolj primerni, ne? Ki so bolj primerni za to, da bojo branili javno dobro. Urška, genocid v Srebrenici. Mi, ki smo preživeli, smo dolžni pripovedovati, so rekli tvoji sogovorniki. Nedavno si objavila v rubriki Poglobljeno intervjuje z njimi, s 4, ki živijo trenutno v Sloveniji, ki so v bistvu bili tako ali drugače priče temu genocidu, ki so ga doživeli tako ali drugače, da so izgubili drage v tem genocidu. Ti si tudi bila v Srebrenici. Preživeli tistega genocida zdaj v bistvu podoživljajo svojo usodo, ko gledajo Gazo, spominjajo se umiranja svojih najbližjih. Kaj so ti še pripovedovali? Pač jaz mislim, da jih najbolj boli to zanikanje zločinov, zanikanje genocida. Vsak posameznik je ostal brez 10, 20 družinskih članov in vsak dan se morajo soočati z trditvami, da tega ni bilo, da so se sami pobili, da to niso bili civilisti. Ob tem se uporabljajo različne zmerljivke in v bistvu ne morejo verjeti, da smo kot človeštvo prišli tako daleč, da se vedno znova ponavlja. Zato so tudi opozarjali na to licemerje svetovne politike. Marsikdo od njih 11. julija raje ne bi videl vseh tistih politikov, ki se vedno znova zaklinjajo na nikoli več, že čez 1 uro pa prikimavajo raznoraznim kompromisom, ki
vedno znova, vsak dan, vsako uro omogočajo nadaljni genocid v Gazi. Zato mogoče, če lahko še jaz dodam k tvojemu prejšnjemu vprašanju, mislim, da je pa verjetno je tako bilo že od nekdaj, ampak danes v današnjem Instagram svetu se mi zdi, da ljudje, kot je Francesca Albanese, nimajo nikakršnih možnosti, da bi sodelovali pri upravljanju svetovne politike, ker je enostavno vse stvar kupčij, gnilih kompromisov in to je vsakemu jasno danes, ko opazujemo Gazo, vidimo, kaj se dogovarja, ampak vedno so neki pogojniki. Bomo, če oni ne bo to. Ob tem bi pa dejala še, da se mi zdi, da je vprašanje, koliko, čeprav so v vseh državah ljudje, ki opozarjajo na krivice, na genocid, da se moramo vprašati, koliko je v bistvu te kritične mase v vsaki državi. Se mi zdi, da tudi v Sloveniji, da smo ljudje indiferentni do težav drugih ljudi, da smo preveč osredotočeni na sami sebe, da nas tisti drugi, že sosed mogoče sploh ne zanima, kaj šele njegove težave in nekaj, kar je pa več tisoč kilometrov stran, je pa za večino zelo postranska stvar. V bistvu sploh ne vem, a pride do možganov. Ne? To se tudi kaže, naprimer, tudi pri ravnanju politike. Kako hitro se je evropska politika odzvala, ko je Rusija napadla Ukrajino in kako je zdaj, ko slišimo prve ljudi Evropske unije, kako ima Izrael pravico do samoobrambe, medtem ko iztrajuje otroke. Ti si bila kot novinarka Večera tudi v Ukrajini. V bistvu si tam gledala to, kako močno vojna spremeni, kako zareže v človeška življenja. Kaj je tebi recimo od tam najbolj ostalo? Mislim, ta vojna, ki smo jo, jaz se še spomnim tistega dneva, ko se je zgodil napad na Ukrajino, ko smo pričakovali, da je to nekaj, upali, da je to nekaj, kar bo trajalo nekaj dni. Ti ljudje živijo v tej realnosti zdaj v bistvu že leta. Kaj si ti najbolj prinesla, kaj najbolj nosiš v srcu kot novinarka od tam? Ja, vsekakor ti ostanejo v spominu zgodbe ljudi, ki si jih srečal, ampak kar najbolj skrbi je, da ne glede na to, ali živijo ti Ukrajinci mogoče v Užgorodu na zahodu, Lvivu, ali živijo v Zaporožju in Harkivu, kjer so dobesedno vsak dan zdaj že tarče ruskih napadov, da so po teh polnih 3 letih je ta družba izredno traumatizirana. Vračajo se veterani, mnogi se še niso vrnili, mnogi se ne bodo nikoli vrnili, ogromno je invalidov, dobesedno vsak je traumatiziran in tudi, če bi vojne bilo pojutrišnjem konec, bo ta družba potrebovala desetletja, da se bo ponovno postavila na noge, ker ni dovolj samo, da imaš delo, da skrbiš za družino, ampak tudi Srebrenica ne nazadnje. Vse vojne pričajo o tem, kakšne travme pusti to na ljudeh. To so travme, ki se generacijsko prenašajo. In zločini, grozodejstva, o katerih je težko govoriti, zato se ta travma še toliko bolj prenaša. O tem sva tudi v bistvu prej midve govorila, ko sva se pogovarjali o Gazi.
o tem, v bistvu, kako bo ta travma ostala, kako v bistvu ta grozota, ki se zdaj dogaja, Seveda. kakšne trajne posledice bo pustila tistim, ki bodo sploh preživeli. In o čem trenutno govorimo, o čem v bistvu sploh govorimo, 31. julije 2025, mi pa realnost gledamo z besedami Ruajde Amer, novinarke in učiteljice v Gazi, ki je včeraj Društvo novinarjev Slovenije objavilo njene besede, njeno poročanje o situaciji v Gazi. Društvo novinarjev je podelilo izredni status članice tega društva in zbira tudi denar zanjo. Ona pravi, napisala je: pred približno 2 mesecema se je začela močno stopnjevati lakota. To so izjemno težki in grozljivi dnevi. Občutek lakote je ponižanje človekovega dostojanstva. Dostop do hrane je najbolj osnovna človekova pravica. Dnevni obroki so se zmanjšali s 3 na 1, pa še ta ni nasiten. Primanjkuje nam osnovnih živil. Pogosto se počutim omotično, težave imam z ravnotežjem. Zelo sem utrujena, težko se zberem. Lakota vpliva tudi na moje delo. Ne morem pisati, ne razmišljam več o video prispevkih. Pogosto imam občutek, da se mi bo zmešalo. Nikoli si nisem mislila, da bom kdaj v življenju izkusila tako hudo lakoto. Zvok otrok, ki okoli mene jokajo od lakote, je pridrljiv. Matere se dušijo v solzah, ker otrokom ne morejo dati hrane. V medijih prikazujejo, da obstajajo ameriški centri za razdeljevanje pomoči in da v Gazo vstopajo tovornjaki, a resničnost je povsem drugačna. Živimo v skrajnem kaosu, ki ga lahko ustavi le konec vojne in vrnitev v normalno življenje. Torej, smo leta 2025 in vsi to vidimo, slišimo, a vendar živimo dalje. Normalno je, da živimo dalje. Ampak hkrati se tudi sprašujemo, zakaj tisti, ki bi lahko ukrepali, ne ukrepajo. Kdo vse je tukaj zatajil? Zdaj vem, da spet postavljam ta vprašanja za $1.000.000 in za rešitev sveta, ampak vendarle. Imate vi, da je mogoče vsaj drobec odgovora na to vprašanje? Vsi kot ljudje smo odpovedali, zato ker ljudje, volilke in volilci, smo izvolili ljudi, ki vladajo vsaki državi in ne nazadnje v svetu. Najbolj zaskrbljujoče, po mojem mnenju, pa je, da je odpovedala Evropska unija. Evropska unija je pri tem vprašanju klecnila in se povsem podredila interesom določenih posameznikov v Evropski uniji, predvsem pa pajacu čez Atlantik. Smo pa tudi zdaj že, ko je stanje tako kritično, mislim, stanje je kritično že dolgo. Ampak tako kritično, da so tudi protesti znotraj Izraela, da v bistvu slišimo njihove umetnike, kulturnike, slišimo njihove intelektualce, slišimo njihove znanstvenike, slišimo skupine za varovanje človekovih pravic, da gre za genocid, opozarjajo. Bilo je obdobje, ko so po drugi svetovni vojni ljudje, ki so živeli v bližini koncentracijskih taborišč, spraševali, ampak kaj ste delali takrat, ko so tukaj ubijali ljudi, ko so jih zaplinjali? Ali ste kaj slišali? Kako ste to doživljali? Kaj se je dogajalo? In zdaj smo mi v tej situaciji, ko v bistvu vsi vidimo, slišimo, vsi vemo, hkrati se počutimo nemočni, ampak nimamo te pravice, kot si ti rekla, ti ja. Tudi Francesca Albanese in tudi kot govorijo Palestinci, nimate te pravice počutiti se nemočni. Nam ostane samo še to, da o tem govorimo. Nam. In kot pravi Urška, da ljudje po svetu ne izvolijo ljudi, ki to dopuščajo. Kdaj bo ta... Ali lahko imamo upanje, imaš ti, Barbara, upanje, tako bom vprašala, da bo nastopilo neko obdobje, ko bodo države vodili ljudje, ki bodo bolj odgovorni in delali javno dobro? Jaz ne bi tukaj govorila o upanju, ampak zahtevam, da se to zgodi. Absolutno se strinjam s tem, kar je Urška rekla, da je Evropska unija tukaj definitivno, mislim, z naskokom najbolj zatajila, ampak tudi slovenske vlade ne bi odrešila njihovih grehov. Še posebej se mi zdi problematično, da na načelni ravni toliko veliko se govori o tem, kako smo mi propalestinski, ne vem, Tanja Fajon je včeraj rekla,
da nas je Guterres označil za herojko Evrope, ampak jaz se sprašujem, na kakšni osnovi, a je res v tem svetu dovolj že to, da govoriš da o tem. o tem nekaj poveš. Pa spet, koliko je to outrageous, da rečeš, ok, dajmo, genocid se pa res mora ustaviti. Ne? To je nekaj normalnega. In jaz mislim, da zaradi tega nisi heroj. Ne? To, kar je do zdaj slovenska vlada naredila, je vse kozmetika. Jaz ne vem, kako bi lahko temu kaj drugega rekli. Ne? Zdaj, pred kakšnim tednom približno, če se ne motim, je bila ta prva sankcija, torej to, da je Slovenija dva izraelska ministra razglasila za nezaželeni osebi. Ampak spet se vprašam, kakšna je teža te sankcije. Torej spet gre za nek simbolni nivo, ki absolutno je boljš kot nič, ne? Ampak hkrati Slovenija še vedno ni uvedla niti embarga na tranzit orožja. Mislim, tako težko je razumeti. Premalo, absolutno premalo. In ko Tanja Fajon potem reče, uvedli bomo še sankcij, torej teh enostranskih, če se lahko tako izrazim, ne bomo čakali več Evropske unije, uvedli bomo še sankcij, če bo treba. Kdaj torej? Mislim, na kaj še moramo počakati? Če grem malo naprej, se odmaknem, ampak to so vse obrazi drugačni, podobnih težav v svetu. Ne pravim, da enakih, ampak imajo nek skupni imenovalec. Urška, ko si predčasno začela delati na N1, in še enkrat hvala, da si prišla delati na N1, štejem si v čast, da si se nam pridružila, je bila ena od prvih tvojih tem Madžarska. Pisala si o gejevskem paru Andreju in Fuadu, ki sta se iz Rusije preselila na Madžarsko in ki zdaj postaja, kot si ti rekla, mala Rusija. Andrej je Rus, oba si spoznala, ko si poročala o ukrajinskih beguncih in ona dva sta bila eden od teh parov, ki je ukrajinskim beguncem pomagal na Madžarskem. Imela si tudi intervju z madžarskim sociologom, ki je razložil genezo Orbanove Madžarske, kako je do tega sploh prišlo. Ti boš budno spremljala tudi naslednje mesece, naslednje leto, ko naj bile redne volitve, kaj se tam dogaja. Madžarska je namreč učna ura za avtoritarce po Evropi in daleč naokrog, način, kako Orban kreira te sovražnike, na katere se lahko obesi in s čimer se lahko upravlja javno mnenje. Zato je pomembno vedeti, kaj se dogaja na Madžarskem. Zdaj, ti tudi dobro govoriš madžarsko. Kako je bil tokratni obisk drugačen od drugih obiskov v madžarski prestolnici? Kakšno je zdaj vzdušje Orbana? Ne bodo v resnici, če ga bo kaj odneslo, ga ne bo zrušil njegov odnos do človekovih pravic, ampak nekaj drugega. Ne? Ja. Rekla bi, da se je po dolgem času, vsaj med ljudmi, s katerimi sem jaz uspela govoriti, prisotno neko upanje, da se bo vendarle prihodnje leto prelomilo. Ključen razlog je pa, da po 15 letih Orbanove vladavine je končno dobil protikandidata, ki je njegov resen izzivalec. Zato, ker tudi v preteklih letih, naprimer pri njih je zdravstveni sistem razpadel, izobraževalni sistem je tik pred zlomom, revščina je že leta velika, ampak ni bilo te kritične mase, ki bi se zganila, ni je pa bilo zato, ker enostavno opozicija, ki je bila, ni našla odgovora, kako nagovoriti, s čim nagovoriti volilce, da bi jim verjeli. Peter Magyar, torej ta izzivalec Orbanov, je pa v bistvu se socializiral v Fidesu in zelo dobro, tako kot Orban včasih, bi rekla, zelo dobro zaznava utrip
naroda ali pa prebivalcev Madžarske, ne uporablja političnega jezika. Potuje med njimi na različne načine, jim prisluhne in opozarja na življenjske težave, ki njih pestijo. In te so res velike, tudi gospodarstvo je vedno večji krizi, tako da mu zaenkrat dobro kaže. Ampak do volitev je še dolga pot. Tudi nedavno je Orban rekel, da ne bo dopustil, da bi torej stranka Tisa, ta, katere predsednik je Madjar, zmagala. In vprašanje je tudi, kakšno vlogo bodo odigrale druge opozicijske stranke, kajti če ne bo Madjar, ki se otepa drugih opozicijskih strank prav zaradi tega madeža nesposobnosti, edini protikandidat Fidesu, je zaradi volilnega sistema malo verjetno, da bi Orban izgubil volitve. Nekaj smo že rekli o tem, da kako pomembno je to usmerjanje pogleda nas kot novinarjev. Novinarstvo je trenutno v bistvu totalni nezavidljivi situaciji, v enem verjetno najbolj slabih trenutkov za novinarstvo kadarkoli v zgodovini. Ti tradicionalni modeli, kako se financira novinarstvo, so se totalno izpeli in so nezadostni, hkrati pa ni nekih boljših odgovorov, mislim, ampak se ne uporabljajo, kako financirati, kako zagotoviti kvalitetno novinarstvo. Denar, ki recimo je poganjal oglase v tradicionalne medije, ta denar odteka zdaj na družbene medije. Vedno več je tega, da se klikajo samo stvari, ki so tako klikabilne, da se simulira v bistvu družbene medije tudi na tradicionalnih medijih, in je tukaj ta catch-22, v katerem se je znašlo novinarstvo, ki simulira, namesto da bi vedno bolj resno šlo, ob vedno hujših problemih sveta, gre vedno bolj v neke instant rešitve in simulacijo družbenih medijev, kjer je v bistvu vsebine zelo malo. Zato se mi zdi, da to usmerjanje pogleda na zapostavljene, o čemer danes govorimo in kar je v bistvu vajina rdeča nit vajnega dela dosedanjega, da je tako zelo pomembno, da je dolžnost novinarjev gledati tja, kamor v bistvu ni interes drugih gledati, tja ni fajn gledati, o tem si tudi ti, Urška, govorila, to tudi v bistvu čutimo novinarji, seveda ljudje, o katerih poročamo, veliko, veliko bolj, ampak to niso prijetni pogledi, to niso prijetne teme, to niso lahke teme, tudi za novinarja. Ni enostavno gledati in ni enostavno o tem pisati in govoriti, je pa o tem pomembno temu posvečati pozornost. Barbara, ti si bila recimo zaradi pisanja o problematiki nasilja na ljubljanski psihiatrični kliniki, kjer so bili nekateri zaposleni nasilni do nekaterih pacientov, tarča slep tožb. Torej, objavljala si preiskovalne članke v rubriki Poglobljeno o tem, da so te slep tožbe nedopustne, da je nedopusten pritisk, so upozorili recimo v Društvu novinarjev Slovenije. Rekli so, da je ena žrtev slep tožb ljubljanske psihiatrične klinike in da gre za novo serijo zlorab pravnih sredstev za poskus utišanja kritičnega poročanja. Še posebej zavržno je bilo po njihovi oceni dejstvo, da napad na medij in njegove novinarke izvaja javna ustanova z davkoplačevalskim denarjem. Podobno sta takrat sicer tudi rekli pravosodna ministrica in ministrica za zdravje. To, da je nesprejemljivo, da se javni denar porablja za slep tožbe. Platforma Sveta Evrope za zaščito novinarstva in varnost novinarjev je opozorila na teh 6 slep tožb, ki jih je zoper Nena in tebe in urednico Katjo Šerugo vložila psihiatrična klinika in pozvali so k umiku tožb. Zdaj, dobro te poznam, vem, da zaradi teh tožb nisi nikoli pomislila, da ne bi več o tem pisala, kar je treba pisati, tudi zaradi tega, ker je bilo to dobro opravljeno novinarsko delo, preiskovalno delo. Kaj pa je prva in zadnja misel, ko pišeš o temi nasilja nad šibkejšimi, nad ranljivimi? Slep tožbe prav gotovo to niso, ne? Ne, gotovo ne. Moja najljubša tema. Za začetek bi te malo dopolnila.
Moji članki, kot veš, ker si jih popravljala in urejala, mislim, da se tukaj pogosto zgubi ta bistven del in kontekst. Psihiatrična klinika ni bila problematična samo zato, ker se je tam dogajalo nasilje, kar je potrdil potem tudi sistemski nadzor. To niso samo moje tvoji navedbe. dokazi, ampak Ja. Tisto, kar je bilo zame v bistvu lahko rečem še bolj sporno, ne, je to, da se tega ni preiskovalo, da vodstvo psihiatrične klinike, ki jo je takrat vodil profesor Zalar, da se na to v bistvu ni odzvalo, pa pustimo, kako so se odzivali na moje članke, ampak tudi takrat na same prijave zaposlenih, ne vem, svojcev, pacienti, ko so pač postopki, ki bi morali biti izpeljani, niso bili. To se mi zdi ful pomembno povedati, ker ni sam, da je tam nekdo nekoga porinil ali kaj, ampak je očitno bila neka kultura, kot je potem tudi pokazal sistemski nadzor Ministrstva za zdravje, kultura strahu, pomanjkanje poti ali pa učinkovitih mehanizmov za obravnavanje odklonov in tako naprej. Slep tožbe, ali pa tudi če bi bila samo ena tožba, pa tudi zdaj, ko jih je bilo 6, pač absolutno niso nič vplivali na moje delo, niti name, kakorkoli. Ravno zato, kakor si sama rekla, ne, ker sem bila, odkar smo prvi članek objavili, popolnoma prepričana, da je bilo to kvalitetno in strokovno opravljeno novinarsko delo. Jaz sem to zgodbo res delala zelo predano in nimam nobenih težav, tudi če bi prišlo do tega, da bi morala iti na sodišče se o tem pogovarjati, sploh nimam težav s tem. Kaj so moje, kako si rekla, kaj je moja prva misel in zadnja, ko se ukvarjam s takimi temami? Jaz mislim, da je to ena taka prirojena alergija na nepravilnosti in na nepravice tako, ki se dogajajo posebej šibkejšim, kar gotovo pacienti v psihiatrični kliniki so. Da ob tem ne pozabimo, da smo se mi zelo veliko ukvarjali z ljudmi, torej s kršenjem pravic, ki so bili tam prisilno hospitalizirani. Tudi ta edini primer, ki je v bistvu potem prišel, oziroma ki ga je tožilstvo sprejelo, je bil primer enega prisilno hospitaliziranega pacienta, ki je bil takrat, ko se mu je to dogajalo, mladoleten. Torej, on je bil 14 let star fant, ki je bil privezan na posteljo, prisilno hospitaliziran proti svoji volji, brez kakršnih koli skrbnikov v bližini. In ga je eden od zaposlenih udaril in dušil z blazino. Ne? In v tem primeru je bilo, glede na vso dokumentacijo in vsa pričevanja, ki smo jih imeli, izpeljano vse popolnoma narobe, od začetka do konca. Pa ne bi šla zdaj v to, ker pa smo lahko še 1 uro verjetno tle. Ampak hočem reči, to so res hude kršitve, ki pustijo na človeku, ne, posledice. Problem pri tej zgodbi oziroma pri ljudeh, ki se jim je to zgodilo, je bil še ta, da oni so se zelo bali spregovoriti. Bali so se celo off the record, torej z zakrito identiteto govoriti. Zato, ker so seveda nekako pričakovali, da bodo spet rabili psihiatrično pomoč in da bodo spet šli tja in da pač mislim, da se jim bo to hvečemu maščevalo. Ne. Zato je tako pomembno, da v bistvu, in zato tudi poročamo o tem, da sistem uredimo za vse in da je takšen, da v bistvu takih stvari ne morejo biti dopuščene. Absolutno, ja, in to je moja osnovna motivacija, da pač take stvari morajo priti na dan. Ne vem, kako bi recimo ta zgodba drugače kot
z medijskim poročanjem, ker inštitucije je očitno niso zaznale, ne? Ali vsaj ne v dovoljšni meri ali z dovoljšno odločnostjo, saj so bili tu pa tam, so se inštitucije s tem ukvarjali, tudi Ministrstvo za zdravje je takrat imelo že neke prijave in tako, ampak a bi se kaj zgodilo, če mi o tem ne bi tako vztrajno in tako obsežno poročali? Jaz mislim, da ne. In tudi zdaj, ko smo napisali 50 ali koliko člankov, meni je žal, ampak nisem prepričana, da so tam stvari res urejene, tako kot bi morali biti, da so vsi ukrepi iz sistemskega nadzora, ki jih je ministrstvo določilo v odločbi, izvedeni. Zato boš to stvar še spremljala naprej. Absolutno. Ja. Nazadnje, ko smo o tem pisali, še niso bili. Še o dveh takih slepih pegah naše družbe, naše države in širše bi rada govorila z vama, te dve temi, ki jih vidva spremljata. Urška, ti te dni spet spremljaš sago v zvezi s pravico do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Gre za v bistvu vse te teme, ne, so kompleksne teme, ki jih pogosto različne strani v družbi ne probajo zminimalizirati ali jih kakorkoli zlorabiti za neke svoje politične točke. Tukaj gre za trpeče ljudi, ki jim medicina ne more v bistvu več pomagati. Ti že dolgo spremljaš to zgodbo, kako v bistvu jo ti kot novinarka vidiš zdaj v tej fazi. Zdaj čakamo na drugi referendum. Jaz razumem, da gre pri tem vprašanju res za zelo občutljivo vprašanje, nenazadnje zadeva človekovo življenje. Vendar se mi zdi, da bomo, če in verjetno bo prišlo do zakonodajnega referenduma, da bomo tudi v tej zgodbi v bistvu priča reprizi kampanje, laži, zavajanj, natolcevanj, ki smo jim bili brez tehtnih argumentov, ki smo jim bili priča v referendumu o družinskem zakoniku, torej ko je šlo za pravice istospolnih parov. Jaz bi rekla, da ker je v tej zgodbi zelo močna, tako kot je bila tudi v družinskem zakoniku, zelo močna vloga katoliške cerkve. Jaz razumem, da pač oni ne morejo odstopiti od svojega načela svetosti življenja, da verjamejo v to in se mi zdi povsem prav, da stojijo na tem stališču, verjamejo v to. Ne razumem pa, da v imenu tega odrekajo drugim pravico do tega. Zato, ker če bo ta pravica na koncu začela veljati, oni s tem, tisti, ki ne želijo tega uveljavljati, s tem ne bodo nič izgubili. Tisti trpeči posamezniki, ki pa želijo dostojno umreti, in ti si tudi govorila z ljudmi, ki imajo tovrstne bolezni, ne, v svojem novinarskem delu, ki so izbrali ob svojem terminalnem bolezni in neskončnem trpljenju, ki so ga vsak dan doživljali, ta način zaključka življenja, pa v bistvu bi s tem nekaj pridobili, pri čemer drugi ne bi nič izgubili. Ne? To si hotela reči. Tako, ja. Ja. Barbara, mogoče na kratko, dolgotrajna oskrba, to je ena tema, ki jo tudi poglobljeno spremlja, zdaj mislim, da že dobro leto. Z ministrom za solidarno prihodnost Simonom Maljevcem si imela nedavno intervju, tisti minister, ki sem ga prej omenjala, ko nisi imela treme. Tudi sicer v bistvu res že dolgo gledaš temu projektu pod prste v rubriki Poglobljeno. Zakaj je bila tako pomembna reforma pripravljena tako luknjičasto? Kako si to razlagaš?
Mislim, gotovo je prvi razlog ta, da je bila vezana na časovnico črpanja evropskih sredstev iz načrta za okrevanje in odpornost. To je gotovo glavni razlog, a ne? Ampak ja, dobro je pravzaprav, da je ministrstvo potem tudi že odpiralo zakon in ga popravljalo in tako naprej. Tisto, kar me na tej točki mogoče moti, je pa bolj ta komunikacija ministrstva, ki ob vsej stroki, ki opozarja, kako so stvari problematične, kako grejo počasi, kako niso vključeni dovolj, kako vsak od teh deležnikov praktično ima še vprašanja in težave in ne ve, kako se bojo stvari odvijale in tako naprej. Minister na drugi strani pa pač pravi, da gre vse nekako po načrtu in da se dogajajo stvari tako, kot so bile predvidene. Kako kognitivna disonanca? Ja, zelo velika, ja. In to je tisto, kar po mojem ljudi zelo medeno. Tudi recimo deležniki v tem sistemu sami pravijo, mi smo tisti, ki smo v stiku z ljudmi, ki potem ne vejo, kaj je res in kaj ni, ali pa ko pridejo, pa pričakujejo, da bojo nekaj dobili, pa jim pač ne moramo nič ponuditi, ker sistem še ni pripravljen, ne? Ampak minister pač pa reče, ne? Evo, pravica bo začela veljati s tem datumom in vsi, ki bojo to potrebovali, bojo dobili. Potem se pa izkaže, da to ni čisto res, ne? Že s prvo pravico do oskrbovalca družinskega člana je bilo tako, ko so se odločbe v bistvu začele z večmesečnim ali celo polletnim zamikom izdajati, ne? Zdaj s pravico do dolgotrajne oskrbe na domu je pa zelo podobno, ne? Zdaj je že jasno, da vsaj do septembra je ne bo, oziroma ne bo informacijskega sistema, s katerim bi izdajali te odločbe. Marsikdo je pa prepričan, da še bistveno dlje, ne? Vem, da veliko razmišlja tudi sicer o novinarstvu, nekaj sem o tem že danes rekla, nekaj ste vidve rekle. Kaj pa je mogoče pri vajinem delu vseeno, veliko je frustracij, mogoče lahko tudi o tem kaj rečemo, ampak kaj pa je ob tem tudi navdih? Jaz bi rekla, da je naše osnovno poslanstvo, da opozarjamo na kršitve pravic in da je potem tisto pozitivno, kot v primeru Barbare in psihiatrične klinike, da vidiš, da se nekaj premika, da se nekaj zgodi. Zato, ker nazadnje smo mi zato tukaj, da opozarjamo na težave, probleme, kršitve s ciljem, da tega več ne bi bilo, da bi se spremenila praksa, ampak tega je premalo. Zato mislim, da tudi kot novinarji moramo biti, ne glede na vse težave, s katerimi in izzive, kot se rado reče, se soočamo pri svojem delu, ne? Ja. Da vztrajamo. Se mi zdi, da velikokrat, zdaj če govorim na splošno o novinarski srenji v Sloveniji, da se premalo vztraja pri neki težavi ali da se prehitro, da se skače s teme na temo, da se ob svetovnem dnevu tega in tega opozori na nekaj in potem do naslednjega leta nič, ne. V politiki je pa tako, da veliko je retorike in skoraj nič dejanj, ki bi dejansko prinesle potrebne izboljšave. Zato je toliko bolj treba biti tisti watchdog, kot pravijo novinarjem. Ja, ne vem, če bi govorila o navdihu, ampak bolj o motivaciji, ki je ta alergija na nepravice in nepravilnosti. Tukaj bi te sam popravila. Jaz nisem prepričana, da se je v primeru psihiatrične klinike nekaj zelo bistvenega zgodilo. Mislim, da je bila v prvi vrsti vse skupaj bolj predstava za javnost. Ampak ja, če ostanem pri tej motivaciji namesto navdiha, je pa to gotovo, kar je tudi Urška rekla, ne?
zavezanost, da braniš javni interes, da braniš pravice šibkejših in kršitve človekovih pravic, kakršnekoli. Je pa to se verjetno strinjamo, živimo v neki medijski krajini, ki prej sem opisala te neke strukturne spremembe, spremembe financiranja, ki so pogojene tudi z nekimi tehnološkimi momenti, ki so drugačni, kot so bili pred 20, 30, 50 leti. V bistvu smo na tem, da tekmujemo, kot sem prej rekla, z družbenimi mediji, kar ni prav, in verjetno opažate tudi vidve, da se ne samo v slovenskem, tudi sicer drugem, to ni slovenska posebnost, smo pa seveda tudi mi tukaj, da se ta prostor za kvalitetno, naporno, težko novinarstvo oži. Ne pričakujem od nas treh, da bomo tukaj našli rešitev, ker jih išče ves svet. Je pa mogoče ta pogovor danes ponovn opomnik, da je tako novinarstvo potrebno, ker brez tega, da usmerjamo ta pogled v te stvari, ki smo jih danes nekaj omenile, jih je pa še ogromno. V bistvu bodo te slepe pege ostale neosvetljene. Ampak tu je v bistvu pomembno, da mogoče pač naivno razmišljam, ampak da bi se vendarle lastniki medijev ozavestili ponovno o tem pomenu medijev in da razumem seveda, ne nazadnje plačo dobimo zato, ker je profit v podjetju, ampak da ne bi gledali vse samo skozi pomen profita, zato ker mediji imamo izobraževalno vlogo in lahko bistveno prispevamo k temu, da začnejo ljudje kritično razmišljati, kar je izredno pomembno za vse to, kar smo prej govorili. Tako o tej občutljivosti na razne krivice, kot to, da zahtevamo, da tisti, ki vladajo, da se odzovejo, da so dejanja ne samo retorika, hitra gasilska akcija, ki ne prinese nič razen malo PR-ja. Po drugi strani si pa tudi novinarji, ne glede na situacijo, v kateri smo, moramo prizadevati za čim več poglobljenih člankov, ker samo to lahko naredi prepih v glavi. In o pomenu medijev za demokracijo verjetno ne gre izgubljati besed ali pa za varovanje človekovih pravic. Lahko si samo zamislimo, kakšna bi izgledala Srbija v času Vučića, če ne bi bilo recimo ena Srbija s spremljanjem protestov, s tem, da dajo glas ljudem, ki se upirajo v bistvu politiki Aleksandra Vučića, recimo. Ja, in zdi se popolnoma nelogično, da je branjenje javnega interesa, kar je funkcija novinarstva, podvrženo popolnoma enakim mehanizmom, tako kot, ne vem, prodajanje čokolade ali pralnega praška, pač to je absurd. In ta ekonomija klika, ki si jo omenila, mislim, da počasi ali pravzaprav niti ne tako počasi ubija novinarstvo, ker novinarstvo je začelo izgubljati prostor, kjer ne bi novinarstvo bilo, to so spletni portali, mogoče tukaj najbolj očitno, so začeli najedati vsebine, ki sploh niso novinarske. Tako da tukaj absolutno se mora neka rešitev najti. Nekaj o tem sem govorila, gledalce in gledalke, poslušalce in poslušalke vabim s profesorjem doktorjem Splihalom, slovitim komunikologom, tudi o tem, kako rešiti novinarstvo v neki, recimo temu, naivni prihodnosti, ki pa ne bi smela biti naivna, ampak bi morala biti edina možna. Za koncu še mogoče zadnje vprašanje, ker imata besedo na drugačen način, kot jo imata ponavadi. Kakšna je vajna kritika naše države? Recimo, da izbereta eno, dve stvari, kaj bi moralo biti v tej državi bolje. Vem, da je veliko stvari, ampak kakšna, recimo, glede na vajno novinarsko vedenje, znanje, pisanje, vajna opozorila in kritike, kaj v tej družbi in državi ne štima in kako bi moralo biti to boljše?
Če smo začeli s človekovimi pravicami, bi mogoče jaz tudi zaključila s tem. V naši državi se pogosto, ali pa imam jaz občutek, da so človekove pravice bolj priložnost za fototermin, kot nekaj, kar bi vodilo politiko. Tako da definitivno bolj zavzeto spoštovanje človekovih pravic, ki niso same sebi namen, ne. Do tega smo prišli po številnih zelo hudih lekcijah, in bile so priborjene s krvjo številnih ljudi, tako da to je dosežek, ki ga je treba vedno znova braniti. In ja, to je na strani novinarstva, da to počne, ampak ni pa dopustno, da se politika požvižga na to in da probleme kršenja človekovih pravic rešuje v stilu PR akcij. Urška. Jaz bi pa rekla, da si želim, da bi kot posamezniki in kot družba bili manj egocentrični, manj osredotočeni sami na sebe, da bi bili občutljivi za tiste poleg nas, dovzetni za njih. Glede politike bi pa rekla, da razpihovanje sovraštva ne bo prispevalo k boljši družbi, nenehno vračanje v preteklost ne bo prispevalo k napredku te družbe, zlasti pa ne k boljši prihodnosti mladih. Prav tako ne objavljanje na Instagramih. Tisti, ki vladajo, bi se morali zavedati, zakaj so bili izvoljeni na pozicije in v tej smeri tudi delati, ampak se bojim, da sem naivna. Tako naivno končujemo ta pogovor, naivnost, ki je v bistvu nujnost. Hvala vam obema za vajine misli, opozorila, da so vas vaju gledalci lahko bolje spoznali. Hvala. Hvala tebi. Hvala.